Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje. Prav prisrčno pozdravljeni na današnji občinski proslavi z naslovom Z uporom in bojem, namenjeni dnevu upora proti okupatorju. Med nami še posebno pozdravljamo župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrbnjaka. Podžupana občine Ormož, gospoda Zlatana Fafoliča. Predsednika krajevne skupnosti Ivanjkovci, gospoda Antona Zadravca. Direktorico občinske uprave, gospod Mileno Debeljak. Slavnostno govornico, predsednico Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ormož, gospod Anico Pelanc. Načelnika upravne enote Ormož, gospoda Damjana Rajha. Ravnateljico osnovne šole Ivanjkovci, gospoda Dopignar. Častno krajanko krajevne skupnosti Ivanjkovci, gospod Slavec Rajh. Županjo otroškega občinskega sveta Kajo Mar ter druge goste. Prosim gospoda župana, da se nama pridružite in spregovorite nekaj besed. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, drage soobčanke, dragi soobčani, dragi rojaki. Slovenke in Slovenci se 27. aprila, dneva upora proti okupatorju, spominjamo na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki je bila osrednja odporniška organizacija Slovencev v drugi svetovni vojni. Za Slovence je dan boja proti okupatorju predvsem dan, ko se spominjamo vse generacij slovenskih upornikov in časov, ko smo Slovenci nastopili zoper fašizem. Je pa tudi dan, ko je državni praznik in je tudi dan, ki ga lahko razumemo tudi kot praznik temeljnih vrednot, svobode, poguma in kulture. V našem času te vrednote dojemamo kot normalne. Z njimi živimo v miru, vendar je prav, da se od časa do časa spomnimo, da nam ta današnja normalnost ni bila dana brez žrtvovanja in boja. Seveda se nam ob razmišljanju na svobodo postavljajo vprašanja, ko gledamo agresijo nedaleč stran od nas. Predvsem v smeri, kako je to v sedanjem času mogoče. Ali je res potrebno določene cilje doseči preko trupel, ali bi jih lahko rešili skupnim dogovorom, brez kazanja pesti in velikega egoističnega razmišljanja. Zato je prav, da ob tem, ko se spominjamo uporništva naših prednikov v viharni zgodovini, hkrati izrazimo globoko hvaležnost za njihov pogum in žrtve. Kajti z njimi smo se ohranili kot narod, se kot narod razvili in po vojni za Slovenijo in osamosvojitvi povezali z drugimi evropskimi narodi. Dolžni smo jim hvaležnost, kajti trdno upam, da če se bomo potrudili skupaj, bo pred nami in naslednjimi generacijami dobra prihodnost. Na nas je dolžnost, da se trudimo za dobrobit Slovenije, da pomagamo eden drugemu in da se zavedamo, da za nami rastejo otroci, ki si želijo enako živeti v miru, kot sedaj živimo mi, na ozemlju naše države. Lokalne skupnosti, kot tudi država, morajo v prvi vrsti poskrbeti za svoje ljudi, ki nosimo svojo državo v srcu in smo se nad njo pripravljeni storiti marsikaj. Vemo, da večkrat brez prilagajanja ni dogovora. Vendar spreminjanje svojih vrednot, spreminjanje svojih navad, običaja, kulture, življenjskega sloga prid nekomu drugemu, ki mu Slovenija pomeni le pojem tranzitne države, pa si ne smemo dovoliti. Verjamem, da bo v naši Sloveniji prevladala na tem mestu pamet in da bomo svojo pametjo in razmišljanjem preventivno rešili tisto slovensko srce, ki bo v duhu miru in suverene države bilo tudi za naše otroke. France Prešeren je v svoji Zdravljici, ki je danes naša državna himna, že takrat zapisal: Da rojak prozbo vsak, ne vrag, le sosed pomejak. Iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu slovenskega odporništva, dnevu upora proti fašizmu in dnevu upora proti okupatorju. Želim vam prijeten dan naprej.
Hvala, gospod župan, za vaš nagovor. Zdaj povabim na oder slavnostno govornico, predsednico Zveze društev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ormož, gospo Anico Pevec. Spoštovani vsi zbrani na današnji proslavi. Dan upora proti okupatorju, včasih je bil to dan Osvobodilne fronte, je državni praznik, ki se v Sloveniji praznuje 27. aprila. Na ta dan, aprila 1941, je bilo v Ljubljani dogovorjeno, da se ustanovi organizacija odpora, ki se je imenovala Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Ustanovljena v hiši književnika Josipa Vidmarja, kjer so se sestali predstavniki nekaj političnih strank in kulturnih delavcev. Osvobodilna fronta je kot upor delovala skozi vsa vojna leta. Bila je tista iskra, ki je dajala pogum našim ljudem, da so zdržali vse vojne strahote, da so sprejemali vse žrtve, ki smo jih tisti k sreči rojeni po vojni, včasih tudi ne razumeli in bili priča potvarjanju zgodovine. Zato so za tiste, ki so v današnjem času člani Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, še kako boleče besede, ko nas sprašujejo, kaj še vedno obstajajo, da smo moteči in nepotrebni. Pa vendar nikogar ne ogrožamo. Mnogi izmed nas živijo od spominov na svojce, obiskujejo spominska obeležja, ki so prisotna tudi v vsaki naši krajevni skupnosti. Vzeti in te spomine je tisto grobo poseganje v človeško intimo slehernega človeka. V svojem nagovoru bi se želela dotakniti našega domačega okolja, kjer so bili prvi sestanki privržencev narodno-osvobodilnega gibanja organizirani že konec meseca julija 1941. To so bili v Hermancih, Miklavžu in Kogu. 1. novembra 1941 je bila na domačiji v Jastrebcih, na Kerenčičevi domačiji, pokrajinska konferenca Osvobodilne fronte za Štajersko. Vendar so temu sledile aretacije tudi na območju Koga in okolice. Med njimi profesorja Jožeta Kerenčiča. Po pregledu razpoložljivih pisnih dokumentov je bilo na Kogu aretiranih v novembru 1941 17 sodelavcev iz Kerenčičeve skupine. Toda vrsta okoliščin je pogojevala, da se narodno-osvobodilno gibanje v Ljutomersko-Ormoških goricah ni moglo močneje razviti. Pretežno nižinski svet, brez večjih gozdnih površin, ni bil primeren za ustanavljanje partizanskih enot, pa tudi prezgodnja smrt Kerenčiča in njegovih sodelavcev je pogojevala, da so organizatorji odpora prve borce iz Prlekije usmerjali na področja, kjer so že obstajale prve partizanske enote. Vojne strahote iz preteklosti nas kot spomini opozarjajo, koliko žrtev je bilo zaradi izdaje med ljudmi. Bog ve, kaj se je dogajalo v človeških dušah tistih in kako so lahko živeli s tem bremenom skozi vse svoje življenje. Danes živimo v nekem čudnem svetu. Dopustno je, da vsak pove, kar se mu zahoče. V sogovorniku ne gleda le človeka, ampak neko idejo, ki jo nosi v sebi, za to idejo je sposoben in pripravljen pozabiti svoje korenine, zamolčati in spremeniti tok zgodovine in se ne zavedajo, da je za vsako smrtjo stala slovenska mati ali katera koli mati, ki je do zadnjega trenutka upala, da bo še videla svoje najdražje. Ampak s tem ne kažejo slabosti drugih, ki zanje ni nobenega opravičila za ta dejanja, saj tega ni mogoče opravičiti, kar se je dogajalo. Le živeti je treba s tem, priznati napake
potem pa naj končno počivajo v miru. Kajti mi, ki smo rojeni po vojni, ko nismo bili postavljeni v situacijo gledati smrti v oči, ko nas niso iztrgali materi iz naročja, ko se nismo vrnili po vojni na požgano ognjišče, ko smo imeli do naravnega konca vse svoje domače, potem ne vemo, kako je, če si izdan in veš, da je današnji dan tvoj zadnji dan in pišeš poslovilno pismo svoji dragi ženi in otroku. Jaz bi raje zate živel, pa tudi umreti se ne bojim. Zato si moramo prizadevati, da bo vsaka smrt odžalovana in vsak imel svoj grob, kamor bodo romali spomini, ki nas naredijo človeka. Še vedno živijo med nami ljudje, nedaleč od mene živi mati, ki ima na roki številko, ki so jo zapisali nacisti kot ukradenemu otroku. Ko sem videla to številko in že prej prav takšno številko na roki svojega dedka in strica, sem se zavedla, da bo ta številka pekla celo življenje. Pa vendar nisem bila vzgajana v nobenem sovraštvu in nobenem revanšizmu. Vsa moč je v človeku, vsa energija, vsa neponovljivost in vsa drugačnost. Deliti ljudi na tiste, ki so padli na tej in oni strani, je po tolikih letih nesmiselno. Zgodovino se ukvarjajo zgodovinarji. Umrl je človek, nikoli več ga ne bo nazaj in vsako življenje je dragoceno. Tako vzamemo tudi vsako smrt iz tistih nesrečnih vojnih časov in ne jemljemo si pravice soditi, da je bil nekdo več vreden kot drugi, kajti vsak je bil le človek. Slava vsem partizanom in zavezniškim silam, ki so premagali temne sile fašizma. Ponosni smo lahko, ker pripadamo junaškemu in zmagovitemu narodu, ki je znal obraniti svojo zemljo in nosil to svobodomiselnost tudi v dneh vojne za samostojno Slovenijo. Tudi v našem združenju so vojni veterani za samostojno Slovenijo in smo nanje ponosni. Zato je jutrišnji dan praznik vseh, ki nosimo Slovenijo v srcu. Brez prepirov, enotni in ponosni, kot se čutimo ob zmagah naših športnikov, ko zavihrajo slovenske zastave in se ne sprašujemo, kdo je kdo. Ko se čez vso Slovenijo razlije ena sama zmagovita misel. To je prava Slovenija. In za zaključek, ker so na tej proslavi prisotni učenci, jih bom spomnila na zgodbo, ki so jo prebrali že v 1. ali 2. razredu. Pa ima veliko sporočilno vrednost za današnji čas, ko tako z lahkoto odklanjamo drugačne, ki nam niso všeč in jih ne maramo. Pa to ne velja samo za otroke, tudi za odrasle velja. Po trati so letali 3 metulji, bel, rdeč in rumen. Začelo je deževati in metulji so poiskali zavetje. Toda bel cvet bi vzel samo belega, rdeči samo rdečega, rumeni samo rumenega. Drug za drugega niso marali. Toda takrat je posijalo sonce, popilo dež in metulji so spet letali s cveta na cvet. Bodimo tudi mi sonce. Tudi takrat, ko se nam še zdi tako nemogoče. Bodimo sonce. Hvala gospe Anici Pevec za slavnostni govor ob dnevu upora proti okupatorju. O prihodu v dvorano vas je že pozdravila ljudska godba Turistično-kulturnega društva Evankovci. Tudi njim iskreno hvala.
Nekega jutra, ko so otroci veselo mahali v šolo, je nebo nad njihovimi glavami završalo kot vznemirjen panj. To neobičajno šumenje je naraščalo in se kmalu spremenilo v močno kovinsko brnenje. Čeprav niso vedeli, čigava so letala, je otroke vendarle prevzela čudna groza in nemir. Pojdimo do učiteljice. Učiteljica, kaj je to? Ne vem, otroci. Tisto jutro je učiteljica prvič otrokom odgovorila, da nečesa ne ve. Učiteljica Ana, ali je to vojna? Ne vem, otroci, poslušajmo po radiju. Radio Ljubljana, izredne novice. Davi so nemške in italijanske vojaške enote napadle kraljevino Jugoslavijo. Močno je bil bombardiran Beograd. Otroci, vojna se je začela. Nemci so napadli našo deželo. Beograd so tokli z letali. Danes ne bo nič z našim sprehodom. Pojdite domov in povejte, da se je vojna začela. Druga svetovna vojna se je na Slovenskem začela 6. aprila 1941 z napadom 3 okupatorjev, nacistične Nemčije in fašistične Italije in Madžarske, kateri so Slovencem namenili uničenje. Nemci so že 2 dni od začetka vojne svojo vojsko zasedli Ormož ter okoliške kraje. Ukinili so vse slovenske ustanove in uvedli nemško upravo. Odstranili so vse slovenske napise in namestili nemške. Slovensko imena so spremenili v nemško. Nemška občina je imela prostore v župnišču pri Svetinjah. Zgoraj nadstropje župnišča so zasedli orožniki. Nekaj časa je v kleti bila tudi ječa. Orožniki so imeli do naših ljudi vzvišen in podcenjujoč odnos. Med zaslišanji so jih izmerjali in pretepali. Okrog svetin so napeljali bodečo žico, v šolo so kmalu prišli nemški učitelji, v cerkev pa nemški duhovnik. Moje telo pretepeno poglejte, lica otekla, usta nabrekla, moje dlani krvaveče, moje oči plameneče. Bil sem zemljak, vsak svoj korak, svoj sem zemlji podaril. Pa so prišli ti prekleti hudiči, koder so šli, so za njimi medliči. Meni so mater in sina ubili, ženo so, kaj naj bi ženi storili? Nisem več zdržal, v meni je tlelo, pesti skelelo, pa sem udaril. Zdaj me bijo, kakor črno živino. Moje oči plameneče, poglejte, tovariši, in mi povejte, še vidite v njih domovino? Takoj po okupaciji so Nemci tudi začeli z izseljevanjem zavednih Slovencev. Svetinski župnik Franc Bratušek je bil pregnan na Hrvaško. Z istim tovornjakom so odpeljali tudi družino Lovra Petovarja iz Ivankovcev. Kmalu so izselili tudi nadučitelja svetinske šole Petra Kocipra, 5 učiteljev z družinami ter orožnika Vosila z družino. Samo milijon nas je, milijon umirajočih nad mrliči, milijon, ki pijejo mokri biriči. En sam milijon,
ki ga utrpljanje krtoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potoči ovene. Ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno, kakor psi, in lajajo, da nas je malo, da bi v poru vse pobrali. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel plas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo, zahnili bi, da ne trpimo, z uporno dvignjeno glavo. Slovenci so že po vsega 3 tednih okupacije bili odločeni, da se bodo uprli. V noči 26. na 27. aprila 1941 so se v Vidmarjevi hiši v Ljubljani zbrali zavedni Slovenci in ustanovili protiimperialistično fronto, kasneje Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Sklenili so, da nikakor ne bodo dopustili okupacije in da bo upor trajal tako dolgo, dokler ne bo osvoboditve. 27. aprila je tako slovenski državni praznik dan upora proti okupatorju. V težkih časih je bila Slovencem vedno pomembna domača slovenska pesem,
ki jih je tolažila o bolečih porazih in spodbujala k še bolj odločnemu boju. Prav letos mineva 80 let od smrti nadarjenega mladega pesnika Karla Destovnika Kajuha, ki je pri svojih rosnih 22 letih umrl v bitki z okupatorji. Večer je, v breze, veter se zaganja. Tovariši so že odšli naprej. Sama sva sredi teh samotnih vej. Z menoj dekle si žalost so nosila. Ah, kdo bo nosil žalost zdaj? Z menoj si boli in radost delila. Ah, kdo jih delil bo zdaj? Še dosti povedal, a vse besede v prsih mro. Samo še to, da rad pogledal, poslednjič v tvojega oko. A zdaj odidi, pojdi zdaj domov, žrtvuj se in ne straši se grobov. Če vrnem se, ko svet ponov. Tudi v naših krajih so šli v boj proti okupatorjem. Letos, aprila, mineva točno 80 let od bitke v Veličanah v naši krajevni skupnosti. Skupina 6 partizanov se je 12. aprila 1944 odpravila na zmazko viničarijo v Veličane. To je bilo za njih usodno. Naslednji dan, 13. aprila okoli 13. ure, so viničarijo obkolili nemški vojaki. Borci so se kljub veliki premoči nemških vojakov borili do zadnjega naboja. Po 3-urnem boju jim je začelo zmanjkovati streliva. Odločili so se za preboj.
Dva sta se prebila skozi glavna vrata in poskušala zaščititi ostale, a moč sovražnika je bila prevelika. Ostali štirje, ki so se prebili skozi glavna vrata, so v boju izgubili življenja. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v radosti plašno strepetala. Samo da mi ne bi, da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvoj še spal, takrat si mu nežno v solzah šepetala. Glej, kmalu iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal. Nikdar se ni klicu svobode izmikal. Tako si mu segla poslednjič roko in v tebi je tlelo, da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni natanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Nekaj mesecev pred koncem vojne so v Ivankovci ustrelili 9 talcev, ki so jih pripeljali iz ptujskih zaporov. Okupatorji so se maščevali za uboj Nemca Hansa Halle, ki je prebival na Svetinjah. V spomin na ta dogodek konec januarja 1945 je postavljen spomenik, kjer se vsako leto ob dneva spomine na mrtve spomnimo padlih. 9. maja 1945 je po več kot 4 letih prišlo do osvoboditve in konca vojne. Iz zaporov in taborišč iz nemške in partizanske vojske so se vračali domačini. Po vojni so na Svetinjah postavili spomenik padlim talcem in borcem z našega območja. S tem, ko so se Slovenci že na začetku druge svetovne vojne uprli in bili vztrajni vse do dokončne osvoboditve, so postavili tudi temelje Republike Slovenije v okviru Jugoslavije in seveda tudi samostojne in neodvisne države Slovenije od leta 1991 naprej. Tudi zato je pomembno, da se spominjamo vseh teh vojnih dogodkov in da praznujemo 27. aprila dan upora proti okupatorju. Tiho, tiho lega mir, tiho lega na zemljo. Tiho, tiho vsak večer, vasi fantje zapojo. To bilo je v davnih časih, davnih dobrih dneh. Zdaj še lega tiho mir, tiho lega vsak večer. Toda fantje ne pojo, vsi odšli so na vojsko. Kaj če drevi nad vasjo, še miru ne bo. Danes živimo v svobodni in čudoviti domovini Sloveniji, na katero smo lahko zelo ponosni. Zadovoljni smo lahko, da živimo v miru, kajti marsikje po svetu še vedno divjajo vojne.
gospodje, cenjeni gostje. S tem se naša svečanost približuje koncu. Zahvaljujemo se vam za prisotnost in pozornost. Želimo vam lep jutrišnji državni praznik, dan upora proti okupatorju. Lahko noč. Lahko noč.